Najlepša hvala za tale aplavz. Jaz predstavljam kar številčno, a vendarle malce okrnjeno ekipo, kot rečeno, Urške ni. So pa z nami, se pravi, Lev Predan Kovarski, direktor fotografije. Jaro Sofijo Ostan boste prepoznali kot glavno protagonistko. Z nami je tudi Irena Tomažin kot sestra Kati. Esma. Pomoč pri Nina, prosim, Nina Robnik, pridi še ti gor, prosim. Vaju so napovedali, pa bom prebral, ker te to še prvič slišam. Članici produkcijske ekipe boste potem razložili, zakaj je šlo. Potem ima še Evo Uršič, oblikovalko maske. In pa Jožka Tarutarja, producenta filma, v resnici človek, ki je najprej zraven in zadnji gre pa zaklene vrata. Najprej čestitke vsem za film. Res si zaslužite iskrene čestitke. Jaz sem se na začetku pohvalil, da je to najboljši slovenski film tega leta. Seže še veliko izza mej Slovenije, absolutno. Mene moram priznati, da me vsakič popelje v eno čarobno okolje, jaz namreč obožujem četat. Jaz sem zelo račun čedadu, čim večkrat hočem biti tam, v okoliških krajih in tako naprej. In bo Jožka mogoče to zate prvo vprašanje. Urška Đukić je sicer naročila, da mora na vsa vprašanja, ki so njej namenjena, odgovarjati Lev, ki je verjetno njen najbližji umetniški sodelavec na tem filmu. Ampak, Lev, ti bomo dali še malo čas, da se namestiš na odru, pa bo Jožka dobil prvo vprašanje. Kako čedat? Zakaj čedat? Ja, v bistvu, ko smo razvijali ta projekt, je bila sicer prva konstelacija, pa nekatere konstelacije scenarija so se dogajale v šoli. In potem smo imeli tudi neke zgodbe, ko naj bi glavna protagonistka pobegla od doma, pa se znajdla v Benetkah, pa tako naprej, pa smo šli raziskovati Benetke, pa še tam zraven Benetk neki podobne mesta. In imeli smo pa že od začetka v scenariju pač tudi samostan. In pač na poti nazaj z avtom iz Benetk z Urško sem jaz poznal ta samostan v Čedadu, ki ni več samostan, ampak je muzej, in vedel sem, da se da dogovoriti za kakšno snemanje. In so naredila eno vink in so šla v Čedad in so se znajdla v tem samostanu in ta samostan je takrat bil v obnovi. In so rekli, težko boste snemali, ker ga lih prenavljamo, renovacija, 3 leta, ne vem kaj. In potem, ko so se vračali, in čez par dni me je Urška poklicala in je rekla, jaz sem razmišljala, kaj če bi malo spremenili zgodbo, in na koncu koncev je pač smo zgodbo iz šole predstavili v samostan, dosti zgodbe. Smešna stvar je bila, da ravno ko smo še glavne oglede, tudi ko Urška z Levom delala vse te neke načrte, kje, kako, mikrolokacije, je tam bilo delovišče, pol je pa iztekel to javno naročilo ali karkoli za obnovo in je zmanjkalo denarja. In so v vmesnem času podrli vse gradbene odre, vse popucali, tako da smo mogli pol znova postaviti vse gradbene odre, vso kramo navleč. So bili pa sicer super gostoljubni, tako občina Čedad kot ta samostan, in smo res lahko na tej čarobni lokaciji, ki je tik nad Ižo reko, imeli kot en tak studio praktično. Zraven so nam dali še, imajo še nek teater, lutk, tako da smo imeli tudi praktično studijske pogoje na delovišču.
tako da je bilo super. No. In tudi snemali smo julija, sredi poletja, tako da je bilo krasno. Toliko o producentovi sreči, ki se tudi kdaj zgodi, ne? Dobro, jaz sem vedel za to, tako da... Zdaj pa dajmo glavnemu za odgovore Levu podati mikrofon, prosim. Zdaj, če imate iz publike kakšno vprašanje, seveda vprašajte, zdaj je vaša priložnost. Prvo vprašanje se vedno jaz vzamem, tako da če ima kdo kakšno vprašanje, dvignite roko, kar povejte, na balkonu vas tudi vidimo, če malo zastremo projektor. Ok, se bomo ogreli, brez skrbi. Lev, kako je bilo ujeti Čedat pravzaprav? Mesto verjetno si poznal, vedel si, kakšen je karakter. Rad bi upozoril, Lev je se pravi direktor fotografije, meni izredno pomembna točka tega filma je seveda zvok, ki ga je Julij Zornik na koncu oblikoval. In pa seveda ti zame zelo ključen moment, ko na koncu zaslišiš en komad, ki se ga spomniš iz mladosti, ker si ga preposlušal 1000-krat z vsemi svojimi kolegi in tako naprej. In pol se pa malo stopiš, ne, ko veš, kjer je. Ampak tvoje videnje Čedada, predvsem pa me zanima format filma. Šli ste v zelo ožji format, kot običajno, pa povej, a je ta izbira povezana z mestom ali preprosto z temu, kako ste pripovedovali zgodbo? Ja, najprej mogoče tako, jaz nisem poznal Čedada. Nisem nikoli prej bil tam, tako da... To težko verjamem, ampak ti verjamem. Ja, Urška me, prvič sem šel tja z Urško in potem sem v bistvu z njo, ona je pač poznala, ker je bila tam že prej, delala je pa testno snemanje pa tako. Tako da sem šla pol skupaj in sem prvič bil z njo tam in so v bistvu pol, jaz sem na novo odkrival to z nekimi novimi čist, bom rekel, neobremenjenimi očmi, ona je pa v bistvu že poznala in se mi zdi, da to tudi vedno lahko doprinese nekaj dobrega, ne? Če v bistvu ena stvar je, če nekaj zelo dobro poznaš, pa lahko na nek način fotografiraš, na drugi strani je pa to, da nečesa ne poznaš in gledaš to z nekimi svežimi očmi. Tako da se mi zdi, da je čisto v redu bila ta kombinacija, ne? Da v bistvu so bila dva, ki en je dobro poznal to lokacijo že, en pa ne, in pa so nekako lahko to skombinirala, ne? V nekaj. Sem odkrila neke stvari, ki jih mogoče ona ni, pa ona me je pokazala stvari, ki jih jaz mogoče tako, so se zelo dobro dopolnila, se mi zdi v tem smislu. Format pa, ja, ker za tem najnim sodelovanjem je taka malo hecna zgodba. Jaz sem namreč mičkaj kasneje prišel na ta projekt, kakor je bil začet in štartan. Tako da v bistvu Urška že imela ene določene vizualne ideje in predvsem izoblikovane. Jaz sem seveda prišel in jih vse preoprašal, tako kot pač ne vem, vsak dober kritičen sodelavec naredi in sem se potem na koncu z vsemi tudi strinjal. Ampak mogel sem razumeti, zakaj. Ne. Se pravi, ta format in tudi izbira in objektivov, ker je to malo specifično bilo, v bistvu je ona že rekla, jaz si tako želim delati, in jaz sem rekel, ok, dajmo mi to še enkrat pretestirati, jaz moram razumeti, zakaj, jaz moram videti, pač, kaj je ta proces bil v zadnji miselni tvoj in tako naprej. Tako da nekako sva pošla v teste in skozi v bistvu in te teste kamere in vaje, na katerih sem jaz pač v bistvu praktično cel proces vaj sem snemal tudi zraven, sva nekako ugotovila, da ta format pač najbolj paše temu filmu nekako. Ne. Tako nimava enega zelo racionalnega odgovora na to vprašanje. Testiraš, vidiš in nekako začutiš, aha, to je to. Ne. Sej, včasih imaš zelo racionalno neko idejo, pa rečeš, aha, takole je koncept. Konkretno za primer formata tega filma pa v bistvu nimava nekako nisva hotela iti v to širjavo, ker vedeli smo, da hočemo ta zaprt svet, ne, malo ta statična kamera, pa te punce, ki vhajajo ven iz kadra, pa tako, ne. Tako da vedela sem, da ne bo to neki zelo širocga, neki cinemaskop ali karkoli. Ja, in potem je ta 1,5 nekak fotografski v bistvu format, ne, Leica format, oziroma razmere slike. No. Niti ni 1:33, ne, ni ta Academy, ampak je malo širši. Ja, tako, to je 1:1,5 oziroma 3:2, ta klasičen Leica fotografski, to magnum format, ja. Jaz ne vem, to samo meni zdi, da so se barve v bistvu iz te prehode iz Ljubljane v Čedat in vedno bolj pod koncem filma postajajo vedno bolj tople. Dokler ne pride do čist zadnjega dela, ko pa so spet seveda hladne. Bila to izbira, doprinos ali preprosto okolje Čedat, kljub temu, da je geografsko precej visoko, ima v bistvu mediteransko klimo. Ja, je, zato ker je tudi časovno drugačne. Tam je ta sekvenca kapelic, ki v bistvu je neko minevanje časa, neki letni časi grejo mimo in tako. Tako da ta prvi del je na nek način, v bistvu se zgodi kakor po zimi, ne, to je ideja bila. Ne, in tudi
za temu primerno je pač vreme kakor drugačno, v tem primeru so tudi barve drugačne, bolj hladne. In valjda, ko pač pridejo tja poleti, toplo, voda, sonce in tako naprej, se to pač seveda malo spremeni, ne. Potem je pa še en obrat na koncu, ki pa ni zares, mislim, je nekaj drugega, ampak nekako ni bilo mišljeno, da je bilo manj barvno, bolj barvno je pač neka nov začetek na nek način, ne, po tem preporodu je tako. Lev, a daš mogoče Ireni mikrofon? Irena, mimogrede, mogoče ne veste, je Domžalčanka, živi v Domžalah. Tudi Nina drugače je Domžalčanka, tako da mi smo posebej ponosni, ko so kakšni lokalni ustvarjalci in se lahko pridejo poklon do konca filma, kar jaz totalno obožujem. Irena, ti si v prvi vrsti se ukvarjaš z glasom. Glas je tvoje primarno izrazno sredstvo in tudi tukaj v tem filmu si sodelovala zelo tesno z Urško na glasu. Film se pravzaprav začne z dihanjem, zborovsko petje je velik del tega, glas je tudi pomemben del zgodbe. Povej mi logiko mišljenja, kako je Urška prišla do tega, kje si ti noter stopila. Dejansko te vidimo, jaz sem rekel sestra Kati, kot da je to fuluna vloga, ker vsak prepozna. V resnici te moraš zelo poiskati v filmu, ne? Ampak si imela pa kljub vsemu veliko bolj tvorno vlogo tukaj. Po moje je prišlo do enih takih usodnostnih naključij, kako bi jaz temu rekla. Jaz mislim, da je Urška imela vem, da je imela že prej to temo, da je nekako vstopala v film ali pa v to vizualnost oziroma neko umetnost vizualnega tudi skozi sluh. Ampak to je že ona vse imela prej idejo. Usodnostno naključje je bilo pa tako, da je pač prišla enkrat neko mini predstavco pogledati, ki sem jaz delala, kjer tam pojem, pol jaz veliko eksperimentiram z glasom, tako da sem zelo vesela, da sem lahko nastopila tudi kot Nuna, da zdaj lahko rečem, da delam lepe in normalne stvari. Malo se hecam, ampak potem je pa prišla Urška k meni, imeli smo neke debate v glasu, ene par vaj in pol je to nekako tudi nekam njo potegnilo, čeprav jaz mislim, da predvsem izhaja tudi iz neke svoje izkušnje poslušanja predvsem, in glasu. Pol je pa rekla, ker smo imeli eno vajo, je rekla, veš, takrat, ko si ti okno odprla, pa si mi rekla, da se ne tja čez zaderam, takrat sem jaz vedela, da si ti sestra Kati. Jaz sicer nisem imela pojma, o čemer ona govori, pa veš, jaz film delam, sem rekla, vem, ti filme delaš, ja, da bi mogoče nekaj zapela. In pol so, ne vem, življenje ima pač neko svojo pot, pol je mogoče glih ta pesem, ki jo skupaj z Nunami pojemo, je v bistvu ena pesem, ki je že zelo dolgo z mano in je nekako s to temo filma, nekako se je kar poklopilo, ne. Tako da temu jaz pa rečem neka taka usodnostna naključja, da je nekaj, kar zgleda kot naključje, ampak se je tako nekako skupaj ujelo s to temo ali greha, ali odpuščanja, ali čiščevanja, pa je pa ta Asperčas me glih tako nekako noter padel. Pa se mi zdi, da je Jasmina, ki je zborom vodila, a imam prav ime? Ja, Jasna, za dislektike je to zelo težko, ker sem imela Jasna, ne, Jasmina. Skratka, da so se pol ene stvari poklopile. Pa so pa mogoče še neke take anekdotice, da ta dih na koncu, ki je bil, oziroma ki je nekako skozi prisoten, se spomnim, da smo samostalno snemali, pa je bilo tako, dajmo še to dihanje nekaj, kako pa to tako nekaj, veš, sam nekaj čeblaš, pa tako, in pol ta nekaj, ki se zdi, da je sam nekaj, pa pol nekako zaradi tega, ker ima film toliko enih procesov, toliko enih v bistvu različnih ustvarjanj, ne pol še v montaži. In pa nekako še to tako šepetanje oziroma prisluškovanje, ali karkoli že vidite v tem prišlo. Zdaj, mene film, kjerkoli film in posebej dobri filmi seveda ustvarjajo ogromno čustev in empatije. In pol se ta čustva in empatija preselijo na zelo praktične stvari, kot so, moramo dati spet, pa raziskovati tam, iti na lokacije snemanja, pogledati, kako da ste izporabljali. Ampak, a je tebe to na kakšno drugo pot, kot recimo raziskovalke zvoka ponese? Ne vem, sprašujem se, a si začela, ne vem, verske pesmi zborovske raziskovati zaradi tega, ker mene povleče v te stvari potem, ne, in pol končas pa, ne vem, koral, čemerkoli raziskuješ in tako naprej. A te je spodbodilo k čemu mogoče? Mislim, neke te
pesmi mene že nekako skozi kličejo sploh ljudsko tradicionalno petje, kjer tudi zborovsko lahko noter pade. Ampak te stare pesmi imajo eno tako moč, če si sam to predstavljamo, da so pač pesmi, ki so 2000 let stare ali pa tudi sam 200 let stare in to pač brez kakršnekoli digitalizacije ali pa česarkoli nekako da preživi. In to na nek način se mi zdi, da je pesem tista, ki nekako kliče, pa mi z njo ka pojemo. Tako da ja, te stare pesmi ali pa te napevi sem se definitivno lahko najdla tudi v filmu. Ne vem zdaj, če je to na mestu, ampak tako včasih pa eni ne znamo moliti na drugačen način, kakor pa da pojemo. Pa je pa to tudi nekaj skupnega, ne? Tako da v bistvu takrat, ko poješ, se pa vsak sam sabo ali pa s komorko drugim pogovarja, tako da to je pa verjetno večno ali kaj, ne vem. Tako, odlično. Jaz sem Jaro Sofijo Zadelaš prešparil za konec. Komu da? Kar nekaj. Jaro Sofijo, čestitke za pogum, za odlično vlogo. Praktično nosiš film, si skoraj v vsakem kadru. Povej mi, kakšna je tvoja izkušnja bila, kako si pristopila? Slišal sem, da ste imeli ogromno vaj na začetku, ogromno improvizacije, tudi Nataša Burger seveda odigrala zelo pomembno vlogo. V filmu je bila tvoja mama, zelo strogo, zelo rigorozno mamo. Pa malo povej, kakšna je izkušnja, kako si prišla k filmu, kako se ti zdelo snemanje? Ja, to je zame zdaj v bistvu že zelo dolga pot, da sem do sem prišla, mislim, da smo danes tukaj. Začel se je v bistvu, mislim, da leta 2022, naenkrat poleti, ne, 2022, ker sem bila 16 stara in takrat sem v bistvu bila na tej audiciji, ki je Urška imela. Potem smo v bistvu pol leta kasneje in pol leta pred snemanjem smo pa začeli s temi intenzivnimi vajami z Natašo Burger, ki je bila tudi moja acting coach v bistvu. In smo zelo intenzivno delali, sploh tako tesno povezano metri, jaz z Urško, pa tudi z drugimi puncami, pa seveda z Jasno Žitnik, ki je tudi ta cel zbor nekako vodila, to so bile isto vse punce izbrane v bistvu prav za ta film. Prav tako sem se mogla pa rolati naučiti, ker nisem znala prej. Pa res zelo veliko stvari je bilo noter vloženih, ampak najbolj to, kar se je meni vtisnilo, res ta proces pred snemanjem, kjer smo metri delali na tem nekem notranjem doživljanju in kako ti v bistvu prikažeš te neke občutke na obrazu in jih ne poskušaš prisiliti in jih ne poskušaš zaigrati, ampak jih res moraš začutiti in tudi pustiti kamere, v bistvu, da to ujeme, ker to je na vse zadnje to zelo težka stvar, ko se znajdeš nekako na snemanju in je kar enkrat kamera pred tabo in ti moraš kar normalno vse pokazati. Tako da ja, danes sem zelo ponosna na celo ekipo, zelo sem zadovoljna s filmom, mislim, da je ful lep in pomemben film in je res tak lep občutek, ko se to trdo delano pozna na vsem tem. Ja. Mislim, da se to absolutno kaže na čisto vsaki minuti filma. Mene samo zanima, v filmu nastopajo velikani slovenskih igralcev. Saša Pavček kot Lune, jaz si jo bom zavedno zapomnil, absolutno. In vsega, kako je povedala in kaj je povedala, res čudovito. Saša Stebahović seveda tudi. Je bilo kakšno straho spoštovanje pred temi igralci? To je vedno eno vprašanje, ko naslavljamo mlajše igralce, ko se pred njimi pojavljajo imena, ki so že dolgo časa na sceni, veliki profesionalci. Ampak jaz si predstavljam, da je bilo vzdušje ne tako zelo zastrašujoče, kot se bo. Ne, sploh ne. Mislim, se spomnim, ko je prišla Saša Pavček na audicijo, da sem pa tako zelo, ne vem, se mi zdi, da sploh pred njo je bil nek tak čuden občutek, ampak ona je toliko človek, da se takoj se v bistvu zelo odpreš in tudi se mi zdi, da sva med snemanjem imeli par zelo lepih momentov. Saša pa tudi smo v bistvu imeli veliko vaj skupaj in pol, ko se tako malo pogovarjaš, si kar naenkrat tako kot nek prijatelj, tako da ni bilo tako zelo, se mi zdi, da sem bolj to vzela tako kot priložnost, da se kaj naučim tudi od njiju, pa da vidim, kak je ta nek igralski behavior, kako se ona bila pripravljena
pred temi scenami, pa kako med snemanjem delujeta, pa na teh vajah, pa veliko smo se pogovarjali, tako da se mi zdi, da sem bolj tako to vzela, no. Da smo sodelavci, ni bilo, ja, tako, vsi sodelujemo. Kaj pa delo z Urško, kot režiserko? Mislim, jaz ne vem, koliko si imela stika prej z kamero, predstavljam, da je bil to tvoj prvi stik, ali je bil to lep uvod in ali bi si želela še nadaljevati po tej poti? Ja, bi si želela nadaljevati, absolutno. Urška je zelo zanimiva oseba in tudi kot režiserka res dobro ve, kaj si želi in to je bilo v bistvu zame, se mi zdi dobro, da sem s tem začela, ker mi je res toliko nekih stvari sem se od nje naučila, zelo sem se naučila biti natančna, zelo iskrena, zelo prisotna, ker moraš biti ves čas na snemanju in pa tudi ko delaš z njo, v bistvu se ne zadovoljiš za prvo stvarjo, ki jo narediš, ampak res vztrajaš, dokler nekaj ni v redu in se mi zdi, da je to dobra popotnica za naprej, oziroma ve, da moraš stremeti k temu, a ne, da si boljši in da se učiš nove stvari. In ja, to pol skozi proces ugotoviš, koliko je to uporabno in kako to lahko v bistvu naprej odneseš v druge projekte, tako da meni je bilo z njo tudi zelo naporno je delati, ko nekaj ne moš dobro narediti in še, ampak se mi zdi, da je to edino pravno. Ja. Odlično. Vprašanje, Sonic Youth si poznala od prej? Nisem poznala od prej, ampak mi je pa Urška itak rekla, ne spomnim se čisto, kako smo na to prišle, ampak je bilo tako, ja, ampak to je pa ena pesem, drugače pojdi si poslušati. In pol sem si šla poslušati, tako da nisem pa prepoznala. Odlično. Aj kakšno vprašanje iz publike? A si že kdo pogumil? Nihče pogumil, zelo smo akademski danes. Leon, jaz bi prosim še tebe ene dve stvari vprašal. Jaz, ko sem premleval, v katerih filmih si sodeloval v zadnjem času, sem prišel do zaključka, da si več ali manj delal z režiserkami. Res je. A je ženska roka pri filmu boljša roka? Ker, mislim, tako, zdaj bom zelo tak judgmental, pa sodo bom, ampak od vseh ženskih režiserk so bili super filmi zadnje čase. Mlajše generacije in nasploh. Nekaj tega si seveda tudi ti zakrivil, ampak zanima me tvoje mnenje, koliko je to drugačna roka, koliko drugačen feeling je delati za režiserko? Jaz mislim tako, to je zelo kompleksno v bistvu vprašanje, ne, seveda, ampak ena stvar je po mojem, da zato, ker pač je toliko neenakosti, se morajo ženske veliko bolj boriti, da pridejo do teh možnosti in ker se bolj borijo, se morajo bolj potruditi in ker se bolj potrudijo, da so boljše. Pogosto, ne. Mislim, da zares pač smo ljudje in delamo filme in kdor dela iskreno film, je pač čisto vseeno, katerega spola je zares. Fajn je pa, da je več priložnosti za ženske, to se mi zdi super. In jaz posebno imam pa v bistvu, mislim, ni to nek načrt ali pa nekaj, to je pač tako se zgodilo. Mogoče zato, ker imam, ne vem, lažje mi je komunicirati z ženskami, zato ker se mi zdi, da je lažje biti bolj neposreden, bolj iskren tako. Manj je treba paziti v komunikaciji na neke te ne vem, mogoče na ego ali pa na neke te stvari, tako se mi zdi, da način, na katerega jaz komuniciram z ljudmi, s svetom, je bolj tak, da nekako se ženskami bolj razumem v tej kreativni komunikaciji in tudi tak pristopam kot direktor fotografije, da zelo direktno pridem, tudi zelo sem kritičen do tega, kar delamo, ampak s tem nekim namenom, da bi v bistvu naredili skupaj še boljš, kar je recimo nek scenarij. Tako da se je to pač zelo naravno nekako izoblikovalo. In moram reči, da je moja izkušnja fantastična in da jaz obožujem delati pač z vsemi režiserji, s katerimi delam večino, mislim, praktično zadnjih, ne vem, 10 let, moram reči, da ja, in tako se nekako zložim. Tako da, ja, ne vem. Je pa tudi, se mi zdi, ena posebna senzibiliteta pride, ne, tako z različnimi ljudmi itak, ampak tudi je malo drugačno. Predvsem komunikacija pa način tako delovanja, mislim, da to. Urškine kratke filme, mi smo tukaj vrteli 3, se pravi Dobrotek življenje, Lovko pa Babičino seksualno življenje. In jaz imam Urško kot eno tako, jaz jo predvsem dojemam kot zelo hudomušno avtorico. Jaz vem, da si tokrat lotila malo
seveda bolj poglobljene teme, ampak se jo loteva z enim takim lahko jo zajame, ne, kljub vsemu. Jaz bi jo skoraj ocenil kot quirky, ne, jaz to angleško besedo quirky zelo težko prevedem v slovenščino, ampak to pomeni tak, ja, mal navihan, mal tako, ampak obenem pa lahko tudi resen, ne. Je od tebe to zahtevala, ko si delal fotografijo filma? To je ful težko vprašanje, vem. Ne bi rekel, da je zahtevala, ampak midva nekako z Urško delala sva 2 filma prej. Lovko sva delala skupaj, pa en film v Sarajevo, kratki, The Right One je bil naslov. To je tisti, ki mu en kamera, enega ves čas, ne? En kader je, tako. Pa oža se slika skozi cel film. Ja. In v bistvu sva nekako vzpostavila sva neko dobro sodelovanje, nekako pač mava se rada kot človeka. Tako, v bistvu sva na neki isti valovni dolžini in to seveda pač večkrat delaš z nekom, bolj se to razvija. Šla sem tudi čez neke težke trenutke, da tako rečem, tako kot vsi pač kreativni pari najbrž. In ja, ne vem, nekako sva ugotovila, da imamo neko skupno, nek skupen vibe, da tako rečem, neko vibracijo, ki lahko skupaj dobro delava. Ki izhaja, ne vem, iz predanosti, iz neke te srčnosti, to tudi ona velikrat reče, ne, da kako je zbirala ekipo, to je mogoče zanimivo, da tle omenim. Reče, da za njo je na prvi stopni, prvo najbolj pomembna je srčnost, pa ta neka predanost, potem pa tudi seveda talent in tako naprej, ampak da v bistvu išče te ljudi. Tako da nekako so se, ja, mislim, vsi smo se, cela ekipa je v bistvu takšna bila, ne, tako da je nekako to tudi, mislim, tak film rezultat tega, no, v bistvu. Zadnja priložnost za vprašanje iz publike. Ne. Evo, imamo. Izvolite. Ja, Rado je moje ime. Jaz bi rekel takole, jaz dobro začnem s tem, nad filmom sem navdušen. Jaz sem povprečen poznal s filmom, ampak to je za mene umetniško delo. In jaz sem opazval vse, seveda scenarij, seveda igra, seveda režija, seveda kamera, fotografija. To, kar pač jaz vem in sem opazal, zelo natančno in sem res užival. Bi pa glavno protagonistko vprašal, ker je izkazala izjemen talent, me samo zanima, ali je pot na AGRFT, ali že, ali še bo, lahko mi tudi odgovori, da še ne ve. V bistvu se mi zdi, da je bolj tako v smislu smeri se mi zdi, da sem trenutno kar odločena, da bi šla na igro. Nisem se še čisto odločila, ali bom šla na AGRFT ali ne, mogoče me tudi vleče tujina, mogoče bom še videla, zdaj bom v glavnem, bom 1 leto pauzirala in si bom vzela ta čas, da razmislim točno, kam me bo odnesel. Vem pa, da je tle nekaj zame zelo zanimivega, kar me zelo privlači in si želim v tem nadaljevati. In lev ti v desno uho še peta, fotografija. Še kakšno vprašanje iz publike? Ok, potem bi jaz z Joškotom zaključil, prej sem rekel, da ti zakleneš vrata in meteš po filmu, ampak jaz sem občutek, da si hotel nekaj sam povedati. Ja, v bistvu, ena točka je, ker se jo nismo dotaknili in to je pevski zbor. Jaz mislim, da je treba povedati občinstvu, da v bistvu smo mi naredili projektni pevski zbor, da smo naredili slovensko audicijo za dekleta, ki pojejo in da je vsa glasba, ki je v filmu posneta v živo, na sceni, nič ni bilo nasneto kasneje v studiu, vse je bilo v živo odpeto od vseh teh deklet, ki so v filmu in da je to sistemo res se mi zdi, saj jaz se mi zdi, da je to ena ključnih točk, seveda, ali pa eden od gradnikov, mi smo vse povedali, scenarij, kamera, scenografija, igra, ampak se mi zdi, da temu filmu je pa tudi to prav edino, kar drugi filmi imajo, se pravi, tako močno prezenten, glasbeno, močno zbor v filmu. To se pa absolutno strinjamo.
zaključen z načrti za prihodnost. Se pravi, film je imel premiero na Berlinu. Jaz sem letos priložnost, ker ne grem pogosto na festivale, da sem bil tudi v Berlinu in sem bil tam cel festival. In to je eden od tistih filmov, za katerega sem imel občutek, da se je o njem govorilo. Kar je v festivalskem okolju seveda velik bonus. In me zanima, slovenski filmi se zelo težko prebijajo v tujino, pa ne samo na festivale, ampak predvsem, da bi bili prodani, da bi bili distribuirani na drugih teritorijih. Kakšna je pot tega filma, to kot producent najbolje? Mislim, po ne vem, koliko je od konca Berlina, 10 dni, 2 tedna, recimo 2 tedna, in pot je fantastična. Tako da v bistvu že zdaj mislim, da smo dogovorjeni, da bo film kinematografsko predvajan v več kot 20 državah po Evropi. Je dogovorjena pač kinodistribucija v Severni Ameriki, na Tajvanu, v Hongkongu, tako da se mi zdi, da pač počasi nas bo videl cel svet. Kar mislim, da bo prvič, tako široko. Ja, ne vem, jaz poznam kar dost zgodovino slovenskih filmov, ne vem, če je bil kakšen film tako široko distribuiran v zadnjih 15-20 letih, verjetno, da ne. Verjetno zadnji, če analitično pogledamo, kakšen razredni sovražnik, recimo, ali pa od Sonje Prosenc, mogoče kakšen film. Ampak ne pa tako široko. Groba telo, takrat smo imeli 20 držav, recimo, tudi. Ja, ampak to je bil moj problem. Sprav, film je uspešna pot, tukaj, ki imate še skozi cel marc na spored, tako da priporočite ga še ostali, zelo, zelo toplo. Najlepšega je seveda videti v kinu, kjer ta zbor dejansko pride do pravega efekta. Zdaj pa, ker mi vedno za konec vas povabimo ven, tokrat vemo, da ste vsi grešili, zato smo pripravili zunaj tudi nekaj kislega grozdja, zato da se lahko uspešno pokorite in zraven morate trpeti. Jaz se pa ekipi res toplo zahvaljujem. Hvala za srčen, pogumen in pa izvrsten film in predlagam, da jim namenimo še en glas. Najlepša hvala, pa lep večer. Hvala.